pozdravljeni v aprilski oddaji Šport 1 na 1, kjer se znova vračamo k vodi, tokrat k športu, za katerega pravijo, da je aristokratski. Počaščen sem, da bo tokratni gost športnik, ki je za samostojno Slovenijo v veslanju osvojil prvo olimpijsko kolajno bronaste barve. Jani Klemenčič, živijo, zdravo, kak si? Zdravo, odlično. Si v redu. Veš, kaj me zanima, ti veš, kje sva se midva prvič spoznala? Ja, po moje na olimpijskih igrah. Ja, 2024 v Atenah. Ja, po moje, ali že prej. Ne, v Atenah. Vse sem bil že kar mulo, mislim, takrat sem... Ja, mulo si bil, ja, mulo. Tak si bil jaz 92, ga si bil ti 24. Zdaj, ko smo glih pri olimpijadi, še kdaj doživljaš te trenutke, ko si v četvercu osvojil z Milanom, Sašom pa Sadikom osvojil tretje mesto? Ja, nisem sploh, glih včeraj je bila debata, letos je nažalost že 30 let, ne. Že 30 let? Ja. Mater. Ja, se vem, ja, čas beži, ampak 30 let je 2. avgusta, ja, ampak še zmeraj to na nek način podoživljam, to ti ostane pač v spominu in tudi večkrat sem že bil v Banyolesu, tam v Španiji, v Barceloni, na tem kraju, ker smo osvojili medaljo, ki je danes itak vse čisto drugače in tako naprej, ampak imena ostajajo tam napisane na zidu in to je tudi eden izmed dokazov, da smo dobili tam medalje. Poleti si bil del ekipe, ki je držala plemenico. Kaj ti pomenijo, rečemo, olimpijske igre danes? Gledam jih z mešanim občutkom, ne samo olimpijske igre, bom rekel, ampak cel šport, ker se mi zdi, da ne gre več v pravo smer. Od vseh naporov, ki so vloženi v to, od tega, da ima športnik najmanj vpliva na to, kje nastopa, kako nastopa, pod kakšnimi pogoji nastopa. Seveda je tukaj denar, ki je sveta vladar. In sem vesel, da mogoče, da sem bil vsaj v tisti, bom rekel, še delček tisti kameni dobi, ki je bil šport, recimo res še šport, pa brez vseh večjih pa manjših škandalov, no, čeprav da so se dogajali, ampak ne tako kot zdaj. Je pa to en velik spektakel, šov. Včasih me spominja to na tiste gladiatorske čase, ko so bili športniki vrženi v arene in se borili z levi, zdaj pa pač z vsemi ostalimi stvarmi. Tako da se mi zdi, da športnik kot sam, da je premalo vreden. No. Uvodoma sem napovedal športnika aristokratskega športa. To pač nekako tako je pomenoval svetovni splet. Zakaj misliš, da je temu tako? Ja, to je že, ne nazadnje je veslanje eden od 9 športov, ki je bil prvič na olimpijskih igrah v Atenah, a ne, se pravi, da ima že zelo dolgo tradicijo. Potem pa so seveda tukaj Angleži, ki so ga vzeli za čist svoj šport, a ne. Je edini ekipni šport, ki ni igra, ki je v bistvu tekmovanje od točke A do točke B. Ne. Se mi zdi, da čisto zasluženo spada med aristokratske športe, vse univerze ta boljše so ga pokupljene, nazadnje ogromno ameriških bivših predsednikov je veslal. Pa meni se zdi, da je to, ko gledam, veš, mislim res tako, ja. Se mi zdi, da je to eno samo garanje. Ma je garanje, ampak jaz tako pravim, vsak šport je garanje, ne? Tudi šah je garanje, streljanje je garanje, rokomet je garanje. Ne? Imaš določene parametre, seveda, ki ti dajejo neko vrednost oziroma ki potrjujejo, da spada veslanje v enega izmed najtežjih športov. Ampak, saj ko se ti odločaš, kaj pa otrok ve, kaj je to težko, ne? Kaj pa sem jaz vedel, kaj je to težko. Ne veš, ampak potem se zavedaš, bom rekel, zmeraj bolj iz treninga v trening se zavedaš in je težek šport, predvsem je pa to šport, ki ga moraš res trenirati vsak dan, da ohranjaš ta stik za vodo, kako veslo potuje po vodi, po zraku, kako primeš vodo in tako naprej. Ta stik z vodo ta navezanost z vodo je nekaj posebnega.
v fitnessu, recimo, če delaš ta ergometer, ne, ta veslaški ergometer, ne rabiš delati čisto nič drugega. Ne vem, 3-4 krat na teden po 20 minut, pol ure si rešen, ne boš pripravljen. Si rešen čega? Da boš srken. Ja. Pa roke lahko kar prodam. Kdo bo kupil moje roke? Zdaj pa, dajva za tiste, ki te ne poznajo, povedati, kdo je Jani Klemenčič. Kako bi se ti sam opisal? Kaj si mi zdaj dal, da imam nalogo. Jani Klemenčič je en razigran, pozitiven, malo furijast včasih, fejst optimističen otrok. Otrok? Ja, še vedno se mi zdi, da ne skrivam tega otroka v sebi, ki ga imamo vsi. Sam sabo čisto zadovoljen. Midva sva si pa še na las podobna. Ne, se glih sem hotel reči, rekel, a zato smo se midva 2-4 tako dobro ujela. Ja, ampak takrat sem imel še lase, zdaj sem pa še brez las. Zdaj pa smo jaz sem bil pa že takrat brez. Zdaj smo se ogrela, zdaj pa začneva s prvo rubriko, generalno v 60 sekundah. Tu ti bom dal niz vprašanj, ali, ti pa brez kakršnega koli razmišljanja moraš to odgovoriti. Ok. Si ready? Ready? I was born ready. Tako pravijo. Are you ready? No, I was born ready. Greva, 3, 4 zdaj. Jezero ali morje? Jezero. Sem se že zmotil. Zima ali poletje? Zima ali poletje? Poletje. Digitalno ali analogno? Analogno. Veslanje ali jadranje? Prej veslanje, zdaj jadranje. Jutro ali večer? Jutro. Načrt ali spontanost? Spontanost, čista. Bled ali Barcelona? Bled. Športna kariera ali podjetništvo? Podjetništvo. Počitek ali aktivnost? Aktivnost. Točnost ali zamujanje? Zamujanje. James Bond ali Chuck Norris? James Bond. Blejski grad ali Blejski Vinter? Blejski grad. Jezero ali morje? Ja, morje. Zakaj pa morje? Morje. Zaradi tega, ker ne vidiš konca. Na jezeru, imaš seveda tudi večje jezero, ampak če recimo Blejsko primerjamo, Blejsko jezero je res izredno lepo, ampak morje ima svoj čar, ima svoj von, tam drugače sije sonce in tam so prostranstva v nedogled. Mogoče ti ne, ampak mi, ki smo se peljali z avtobusom tam na Črnkalu, si morje, tam dol je morje. Tako, neko pričakovanje. Da se spomnim Črnega Kala. Pa fičota, pa sedem v fičotu, pa mama je joka, pa prtlaga na strehi, pa tako naprej. 101, pa mi smo se šli to igrico. Kdo vidi prvi morje? No, to, ja. Veslanje, jadranje. Nisi vedel, kaj bi izbral. V veslanju ti veter nagaja, pa s hrbtem greš naprej, v jadranju ti veter pomaga, pa s trebuhom, da se tako izrazim, greš naprej. Se pravi, veliko je nasprotajočih se stvari, hkrati sta pa to dve moji veliki ljubezni. Seveda zdaj, ker moja veslaška kariera se je že zaključila, jadralska pa sigurno še ne, saj letos še sigurno, če bo zdravje in tako naprej. Pa kolesarska, pa je tudi navdušenc kolesarski. Jaz sem navdušenc pa pristaš vseh športov, bom rekel. Kaj pa, ko si šel spodbujati Troglo pa Pogija? Najjači navijač, doma jokam, skačem. Vsi, ki me poznajo, zdaj že vejo, da sem malo nor na to. Se preveč uživim. Zdaj se pa ozreva
v preteklost in poglejva v prihodnost. Čas je za video uvid. Mater, pred 20 leti si v Lucernu stal na 3. stopnički, nemalokrat pa si zasedel 4. mesto, 3-krat na SP, svetovnem prvenstvu in 2-krat na olimpijskih igrah. Si kdaj premišljeval, zakaj ravno ti? Vsa ta moja 4. mesta so bila drugačna. A ne? Prvo 94 je bil zaostanek zelo velik, tam smo bili dejansko 4. Če bi se tekma odvijala na tisti dan, ki je bila predvidena, namreč bilo je ful valovito, pa so nam jo prestavljali, tako da smo v bistvu imeli ob 8. zjutraj smo imeli že štart, kar je pomenilo, da smo malo čez 3 že ostali. Jaz sem se šele zbudil, ko sem prišel skozi ciljno črto, kam šele, da bi se pripravil na finale svetovnega prvenstva. Takrat smo bili sigurno sposobni več, ampak dejstvo je, da na progi nismo pokazali vsega in da smo bili za cele 3 sekunde pa še nekaj četrtine. Gladko, bom rekel, četrtine. Potem so bile pa druga 4. mesta, ki so bila pa recimo v Atlanti, ko smo bili pa 100 metrov pred ciljno črto še v igri za zlato, bom rekel, ne? Pa potem za 13 stotink izgubili to. V Egibleju, v Franciji je bilo razlike, mislim, da 8 stotink, to je tokle v 2 kilometrih. In tam so nas pa že klicali na oder za zmagovalce. In ko smo prišli do odra, smo hoteli s čolna stopati, pa so mi prav, ne, vi ste četrti. Kako? Ne, sploh nismo hoteli verjeti, pustite, gremo dalje. Vi ne, Romuni so vas prehteli. Je pa še zmeraj boljš biti 4., v Atenah smo bili 9. In pol vidiš, da je 9. mesto veliko slabše kot 4. Tako si sam rekel, faliti tok v bistvu. Ja, ampak eden tudi mora biti. En mora biti, ja. Ja. Jaz sem bil pač 5-krat, kralj 4. mest. Kralj 4. mest. Mislim, da boš rekel, pol še zron kralj žara. Ja, tudi doma. Tudi. Kaj v prihodnosti? Rečemo, tvoj fokus na Bledu, restauracija? Ja, ne razmišljam toliko v prihodnosti, recimo, mislim, res je, da za letos je že nekako prišlo tako, da so vsi te, bom rekel, dopusti pa moji prosti dnevi, da so že splanirani, tako da sem zdaj že, mislim, do celega maja sem z vikendi že zaseden, kaj bom počel, že pač vem naprej, ne, potem za polet sem tako 2 meseca oziroma skoraj 3 vezan na Bled, na restauracijo in pa jesen. Jesen imam pa tudi že zabukirano, upam, da se bomo uvrstili, seveda. Ne upam, ampak vem, da se bomo uvrstili na svetovno prvenstvo v jadranju in pa potem ta dopust. Veš kaj sem zdaj sem gledal gledam v koledar, pa a imaš leta 2024, 5. maj je vikend, a imaš cajt, gremo na eno kavo? To greva lahko, 23 ne, ampak 24 pa lahko. Dajmo si vzeti malo časa, pa malo obujati spomine. Mogoče pa pridem zdaj, veš kaj, en Litvanc, moj prijatelj, na obisku in bi mu rad malo slovenske... No daj, ja, mislim, če ga naprepeleš na Bled, nisem nič naredil. Veš, da ga bom, pogam pa še vrgo not, pa plavi zdaj do otoka. Bo pa prije do otoka, bom rekel, taki ribe so not. Ta velike. Pa tok imajo med očmi. Pa škiljo. V času pandemije si pa naredil eno zelo lepo gesto, namreč delil si tople obroke tistim, ko niso si mogli tega privoščiti. Kako ti je prišla ta ideja? V Dnevniku sem gledal tega Denisa, enega mojega prijatelja iz Podfarovža, iz Vipavske doline, ki to počel v Vipavi. Niti za trenutek nisem odlašal. Meni se dela ta ideja tako super. To mi jaz tudi počel. To idejo bom jaz ukradel. In na rekovajih in sem poklical župana, sem rekel, od jutra naprej, res. In smo pač začeli to delati. Se mi zdi, mislim, meni osebno se ne zdi nič posebenega. Smo pač
smo pač kuhali za tiste ljudi, ki to rabijo. Dobro se z dobrim vrača. Ja, vedno. Zdaj pa ti nisi sam veslač, pa jedralec. Slišal sem, da ful dobro golf igraš in da laufaš maraton. Zdaj na golfu sem slišal, da si lani užgal tudi hole in one, kar je verjetnost, ne vem, 1:8,000, ne? Kaj so 8,000 žog, ki si užgal? Pa si rekel, če sem ena. Ne, še več, pravzaprav, ampak, veš, meni se to ne zdi nič posebenega. Jaz sem tako rekel, da 3 hole in one naredil, čeprav 90% golferskih igralcev naredi enkrat hole in one, in je to pač top shit, 80% jih pa sploh ne naredi, pa še več, 90% ljudi pa sploh ne naredi tega hole in one. Tako da meni se to ne zdi nič posebenega, bolj vsem tistem, ki so bili z mano, oziroma slučajno je bil tam en bivši novinar, oziroma še zdaj malo dela, ki preko to moramo slikati, to je, ne vem, iz tega naredil neko zgodbo, meni se pa ni zdelo to nič posebenega, tako da bom še kakšnega naredil, o tem sem prepričan. Rad imam take izzive, ko si rečeš, ne, to, ko več ni, pa to odkljukaš. Ko sem naredil Ironman v Celovcu, sem rekel, več ni, cek kljukica, to nam več počeli. Zdaj sem odlaufal maraton v New Yorku, več ni. Bucket list imaš. Veš kaj, jaz imam tudi svoj bucket list. Zdaj mi pa ti povej, kaj bi mi skupaj lahko naredila. Ja, veš pa, lahko greš zdaj jesen, grem v Brazilijo, ki nam Indijancem, ki nam domorodcem. To grejo lahko skupaj, ne. Ali bi ti športov. Jaz bi da grejo tako malo pogledati, kako živijo. Mislim, Brazilija se jaz nikoli ne bom branil, ali? Vabljam, official invitation. Let's go. Let's go to Amazonija. Še dobro, da imam slušalke gor, da moje ne sliši, veš, ker pol, veš, bi rekla, Allah, grem jaz zraven. Ej, a na Luno bi tudi šel? Bi še rekel, gremo. Ja, to bi si pa želel, ne glih zdaj tok na Luno, ampak prva stvar, želel bi si videti to našo zemljo, bi si želel prepričati, če je res okrogla, ker še kar ne verjamem. Task, če poslušaš, midva z Vidom greva, bi rada šla. Prosim, če slučajno poslušaš to oddajo, ne, v Ameriki, prosim, zrihtaj nama task in naj je pošlje. Samo to te bomo prosili, nič drugega. Nič drugega. Malco bom jaz imel s sabo, lej. Ja, jaz soke prenesem, jaz pingote, soke, vse imam. Zdaj pa od preteklosti načrtov za prihodnost pa k mitom in legendam v veslanju. Veslanje zaradi naravnega gibanja ne povzroča, rečemo tako, poškodb. Drži ali ne drži? Oboje, drži pa ne drži. Ker če ti pravilno izvajaš za veslanje, oziroma vse gibe počneš pravilno, potem je res, da so poškodbe minimalne. Koliko, rečemo, za veslanje si pa ti približno naredil v svoji karieri? Tako, čez palce. 4-krat okoli zemlje. Res? Ja, v 20 letih. Kaj pa, veslači morate biti tudi dobri plavalci, drži ali ne drži? Nimus, ne. Nimus, ker čez dober veslač, pa se nikoli ne boš prebrnil. Ja, sam na začetku se. Ne, ker se ni rečen, ker se učiš v širokmu čovnu. Ne greš v tistega ozga, taka, ki ne bi bil drugače, ker sediš v enojcu na čovnu, ampak greš v tistega malo širšega, v banco mi pravimo. Zdaj pa naloga, oziroma nova tema, preko, nekdo je nekaj govoril o tebi je povedal, in boš nekako mogel ugotoviti, za katerega osebo gre iz tvojega življenja. Vrst je nevidni oboževalec. Je oboževalec, pa mi povej na prvo žogo, kdo misliš, da bi lahko bil? Koga smo potegnili iz rokava? Ja, mogoče Mitja Margona. Bom raj tih. Sem rekel mogoče.
Dajmo poslušati, pa boš pol povedal, kdo je. No, dajva. Super prigoda, ki v bistvu je zaznamovala večino nas, ki smo v tistem času bili okoli njega ali pa blizu njemu. Jaz res nič ne slišim, Je bila ta famozna anekdota z Bolj po ti avto, govori. ki je ostalo v kufru, ne? In fraza sorči karte v kufru. Sorči karta je... Samo to sem slišal, sorči karta je v kufru. Nerodnost, recimo. A veš, da si prvi, ko je ugotovil tako, z prve. Margon. Ja, mal se mi zdelo. Glih včeraj so govorila, ne pa nič ne omenil. Ja. Zdaj pa deva drugo anekdoto, pa bomo povedali, kaj je Mitja povedal o tvojih talentih. Okay. Smo vrgli v vodo, če bi tako rekli za neplavalca, vrgli smo ga v vodo in to ne kar tako, ampak dejansko najboljšemu jadralcu tisti trenutek na eno najbolj tehnično zahtevnih jadrnic, tisti trenutek in še danes, kajti že takrat je bila ta jadrnica pred časom. Jani se je odlično znašel in po moje spet to svojo nerodnost ali pa v tistem trenutku neznanje obrnil sebi v prid in kasneje na tej isti jadrnici postal celo svetovni prvak za ekipo, kar je dokaz te njegove osredotočenosti, njegove volje. Jaz v življenju nisem stal na jadrnici, kaj šele jadral. Sploh nisem stal na jadrnici, na nekih jahtah, pa na motornih čolnih, ja, na jadrnici pa ne, pač nisem, ne. Niti na najmanjši, niti na nobeni jadrnici. In potem Miče vse tako malo na pol pove, pa na brzino, ona pa to, pa tretne, gremo jadrati, ja pejmo, ona, mislim, jaz si tako vse takoj za, ona nič ne razmišljam, ali to znam, ali to ne znam, ali kakorkoli, ne. In sem padel v eno ekipo, seveda krmaril je Russell Kutz, eden izmed najboljših jadralcev pravzaprav vseh časov. Tisti trenutek pa siguren, tista leta, na konc od 2.5, 2.4 pa do 2.15, 2.16, siguren najboljši jadralec na svetu. In je bilo kar zanimivo, no, končalo se je tako, no, če je povedal, končalo se je tako, da dobesedno me je vrgel iz barke tisti dan, ne. Na kar sem pa čez leto pa pol, me je pa poklical oziroma mail poslal, če bi pa bil član njegove posadke, no, in tako sem celo ne polni 2 sezoni, ampak 2 sezoni, ja, sem jadral za njega, za Russella Kutza. Ja. Zdaj pa od zgodbic do v rubriki Vidometer, kjer bova preizkusila tvoje znanje v veslanju. Zakaj so bile veslaške tekme na prvih olimpijskih igrah 1896 odpovedane? Zaradi premočnega vetra ali zaradi prehladnega vremena? Premočnega vetra. Veslanje je bilo prvič na programu olimpijskih iger leta 1900. V koliko disciplinah so takrat veslači tekmovali? 5 ali 9? 5. Kdo je na vaših bronastih olimpijskih igrah nosil slovensko zastavo na otvoritvi? Brigita Bukovec, Rajmond Debevec. Rajmond Debevec. Mislim, oba sta jo nosila. Ne, v Barceloni je Rajmond nosil, ona je na zaključ v Atlanti. Ja, ok, Rajmond. Na katerih olimpijskih igrah je imela Slovenija največ svojih predstavnikov v veslanju, ne osvojenih, svojih predstavnikov v veslanju? Na olimpijskih igrah v Barceloni 1992 ali na olimpijskih igrah v Pekingu 2008? Peking. Kolajna kakšnega leska manjka Luki Špiku, da bi imel celoten komplet s svetovnih prvenstev? Srebrna ali bronasta? Bronasta.
Kdo je bil mlajši, ko je osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu? Jani Klemenčič ali Vid Kavtičnik? Videk, Kdo? videk. Kako dolg je čoln pri četvercu brez krmarja? Manj kot 10 metrov ali več kot 10 metrov? Pa ne me basati, več kot 10. Veslanje je del paraolimpijskih iger. Drži, ne drži? Drži. Posadke iz koliko držav se bodo pomerile v kvalifikacijah za zlati pokal SSL v jadranju? 23 ali 56? 56. Na katerih dveh jezerih bo letos potekal zlati pokal SSL v Jadranu? Na Ženevskem in Vranjškem jezeru ali na Ženevskem in Neušatelskem jezeru? Neušatelskem. Neušatelskem. Neušatel, či, vi. To bi pa lahko jaz rekel, ne? Ja, seveda ti, mislim, to ti Pa imamo... več kot, ene 4-krat, 5-krat sem šel čez, pa vse to pa ni to, Neušatel. Zdaj me povej, kam misliš, koliko si jih imel prav? Skoraj vse. Ja, skoraj. Ja. Samo eno si se zastral, veš kje? Ja. Ne vem. Ja, kdo je bil mlajši, ko je osvojil medaljo na svetovnem prvenstvu? Je ti? Nekdaj ne. Kako? Koliko si bil star? Na svetovnem, čakaj, na svetovnem se pravi čez 30, 31. No, jaz sem bil pa 33, pa 34 celo. Kako ne, da je, Ja. na svetovnem, Ljubljani je bilo evropsko, to sem Evo ga, zdaj pa, preden se posloviva, dam pa gostu priliko, da nekako meni zastavlja vprašanje, oziroma ne nekako, mi zastavi vprašanje in zamenjava vlogi, tako da lahko me vprašaš karkoli, načneš kakršnokoli temo in to je to. Kdaj si prišel domov v Atenah, ko smo bili skupaj na koncertu in na katerem koncertu smo bili? Mislim, na koncertu smo bili na enem. To je bil Željko Joksimović. Bravo, dobro. Slikali smo se pa s kjermo, kjer ga smo tam srečali. Belo Grgić. Bravo, odlično. Pa jaz sem bil star 20 let, pa na televiziji sem govoril direktno, srpska televizija je snemala, pa smo vprašali, če poznam Željkota, pa jaz takrat še nisem nekaj ful znal govoriti, ne. Pa sem rekel, pa znam ja njega, več satima. No. Ok, kdaj smo domov prišel? 4 zjutraj. Bip. Kdaj pa? Ja, dan se je že delal, verjetno, skoraj siguren. Kaj pa zdaj počneš pravzaprav? Poleg tega, da si voditelj, ne? Zdaj, tle. Ja, direktor, pa počnem, pa lej, veliko se pogovarjam, proaktiven sem, želim si še, uživam malo tudi v prostem času, malo vidim otroke, ampak takrat, ko jih smo, si vzamem res čas in uživamo na polno, res si hočem čas vzeti zmeri, ko prideta. Živim med še 2 državama in je uživam, no, res. Zaenkrat to in na začetku me je bilo malo strah, še vedno me je, kaj bom po zdaj še drugi karieri, zdaj malo lažje, glede na to, da sem v reprezentanci zraven. Ja, najbolj pomembno, to je res najbolj pomembno, da delaš to, kar te veseli. To je res največ, kar se ti sploh lahko zgodi, pa da pri tem še uživaš, da ti pa sploh zdaj, da si del tega športa, ki si se pač celo življenje z njim ukvarjal. Tako da, še kaj? Kaj najrajši ješ?
Saj ti veš, rad je mehiško, ful rad je mehiško. Ja, vem. Ful rad je mehiško, samo moram malo paziti, veš, zdaj. Zato te ni zdaj več k meni, ki smo prej. Ne. Imamo več mehiške. Ne. Ni. Rad ima oziroma je zelo rad uživam v hrani. No. Ja, seveda, mislim, da imaš ne. Francozi, gurmani so te spilali. Cek. Nekaj ti moram povedati, da francoski, ne, to sem se z tem šefom pogovarjal, da francoska kuhna je daleč od zadaj zdaj za najboljšimi kuhnjami. Imajo to, ja. Danci, Švedi prevladujejo, rečemo. To Skandinavci prevladujejo, pa Slovenci smo zdajle res 100%. 6 korakov naprej naredili, rečemo, tudi price performance je v primerjavi za Francijo. Najboljši. Je tudi čist nekaj drugega. Ne? A veš, Ana Roš, rečemo, je svetovno priznana šefinja. To ni kraljica, čista. A veš, in to, evo, ne samo na športu, tudi na kuharskem področju imamo, ne, a veš, smo uspešni. Mislim, Ja. Lej, karkoli se lotimo, Slovenci imamo nekaj. Cari! Res smo cari. Jani, hvala ti za tvoj čas. Upam, da nisem preveč prematral. Želim ti vse najboljše v vseh tvojih športih in vseh stvareh, ki jih počneš. Enako. Sva na vezi. Hvala tebi. Vidimo. Čau. Čau, Jani. Ajde. Živ. Živ.